ponavadi običajno je voditeljica pa avtorica nastopata, ne, se avtorica to v tem primeru tako ne more nastopati, ker je nažalost umrla. Smo se pa zato odločili za tole postajo, ker slavimo 70-letnico njenega rojstva in se mi zdi, da na en tak način, ko se pogovarjamo o njeni književnosti, je to res lepo. Torej, si bova ena drugi postavljali vprašanja, tako da ne bo nobena izmed naju vodja tega pogovora, to bo pravzaprav dialog. Vendarle bi pa jaz najprej predstavila Tatjano Jamnik, ki jo je že delno predstavila Maja, in sicer je povedala že, da je pesnica, pisateljica in prevajalka. Je pa seveda zelo pomembno, kaj prevaja. Zelo sem vesela, da imamo možnost in bomo danes slišali kaj o slovanskih knjigah, ker se mi zdi, da vendarle slovanske knjige so premalo prisotne v svetu, so zelo kvalitetne, pa se vsi kar nekako bolj na kakšne druge zahodnoevropske sklicujejo. Tule se bomo pa zdaj pogovarjali seveda o češki pisateljici. Tatjana je pa prevajala tudi ne samo iz češkega leposlovja, ampak tudi iz poljske književnosti. Pa bom jaz zdaj prebrala nekaj avtorjev Tatjano, pa če boš popravila, ker najbrž ne bom čisto pravilno izgovorila. Se pravi Miloš Urban, Adam Videman, Pavel Bric, Ladislav Fuchs. No, tule bi se zaustavila ravno za prevod knjige Ladislava Fuchsa. Sežigalec Trupel je dobila Tatjana veliko nagrado kot mlada prevajalka, ki se imenuje nagrada Radovke Vrančič. Radka Denemarkova, Stanislav Lem, Mihael Vitkovski, Dorota Maslovska in tako naprej. Jih je kar nekaj teh književnikov, ki jih je Tatjana prevedla. Letos pa, kot je že Maja, sem mislila, da bo to kot presenečenje, ampak je že Maja povedala, verjetno tudi vi že veste, je pa dobila tudi Sovretovo nagrado, in sicer za roman Jana Nemca z naslovom Zgodovina svetlobe. Jaz bi kar malo iz njene opredelitve prebrala, da boste videli, zakaj je dobila nagrado. Pa mogoče tudi zaradi tega, da boste vi ta roman si sposodili pa preverili, če je roman dobro preveden. Roman prinaša biografsko fresko o češkem fotografu Františku Dertikolu. Jezikovne plasti pripovedi so mnogotire in njihov razpon velikanski. Od stilizirane pogovorščine in nareči do uporabe arhaično barvanega besedišča kot dela sodobnega jezikovnega repertoarja, od jezikovnih obrazcev do jezikovnih invencij. Tatjana Jamnik je suvereno sledila različnim ravnem in dinamikam izvirnika, uporabljala knapovsko besedišče idrijskih rudarjev ter pa ustvarjala emocionalno napetost razglednic z bojišč Prve svetovne vojne, kot tudi esencialno in razrečeno govorico romanesknega lika, ki doživlja duhovno preobrazbo. V tem pogledu je mojstrsko posnela jezik same svetlobe, ki proseva iz romanesknih strani, prevod pa odlikuje tudi izredno bogat besedni zaklad. Torej, to je samo delček te ocene, tako da bomo malo vedeli, s kom se pogovarjamo. In hkrati tudi, seveda, ko sem se tu zaustavila, vabim vse vas, da vmes že vprašate in se vključite v najin pogovor. Ker če ponavadi hranimo svoje vprašanje na koncu, se to že lahko malo ohladi. Evo, tako sem jaz zdaj začela. Tudi jaz bi kar začela, oziroma bom začela z drugega konca. Tudi jaz vas vabim, da se vključujete sproti v najin pogovor, oziroma bova zelo veseli vaših vprašanj. Zdaj, jaz imam mogoče, kako bi rekla, vašo profesorico poznam iz druge perspektive kot vi. Tako da v bistvu mi je zdaj malo nerodno pred vami razlagati, kaj vse počne, kaj vse predava, ker to vi veste bolje kot jaz. Ampak v vsakem primeru, kdor recimo ne hodi na slovenščino, ne študira slovenistike, to lahko preverite na spletu. Bom pa povedala, kako sem jo spoznala. Spoznali so se na stojnici, ne? Na stojnici, na Liberaku, kjer so se zaklepetali v slovanskih književnostih. Tako da takrat sem odkrila, da Alojzija Zupan Sosič odlično vodi seminarje, in takrat si mi povedala, da daješ za domačo nalogo za primerjavo dve knjigi.
se pravi slovenskega avtorja, ena slovenskega avtorja in en prevod iz slovanskih ali pa drugih književnosti, pa takrat sem postala pozorna tudi na to, da se ukvarjaš z naratologijo oziroma s pripovedništvom in o tem si napisala tudi krasno knjigo. Tako da hvala ti za to knjigo. Ja, to je pa to, da ne bom preveč dolga, da bova šli na roman. Zdaj pa mogoče povem še o Aleksandri Berkovi, bom pa tudi bolj osebno zastavila, ker ko sem prevajala prvo knjigo Trpljenje vdanjega zveneta, to je sploh moj prvi knjižni prevod, pa mislim, da tudi najtežji doslej, ki je šel leta 2004 ali 2005 pri Apokalipsi, 2004. No, potem, ko smo to izdali, pri Apokalipsi smo Aleksandro Berkovo povabili v Ljubljano na gostovanje, tako da sem jo imela priložnost osebno spoznati in zato sem potem si tudi dovolila v Temni ljubezni napisati spremno besedo o njej, ker me je njeno življenje povsem, kako bi rekla, intrigiralo, oziroma mi je bilo zelo to, kar je govorila, me je zanimalo, kako je do tega prišla. Ampak vsekakor, Aleksandra Berkova se je rodila pred 70 leti na Slovaškem, ampak potem so se preselili starši na Češko, tako da je odraščala na severu Češke. Študirala je na Filozofski fakulteti, kjer je tudi doktorirala iz literature, seveda. Po diplomi, oziroma potem, ko je diplomirala in doktorirala, je delala kot knjižna urednica, vendar, ker je bila kritična, jo je kmalu režim ji pač ni več dovolil delati na založbah, zato se je preživljala z raznimi, praktično do leta 1989, do preloma oziroma padca komunizma, se je preživljala z raznimi drugimi opravili, recimo čistila je cerkve, mi je rekla, pa predvsem je pod pseudonimi pisala za radio predvsem, pa nekaj tudi za televizijo. Po letu 1989, ko je na Češkem, oziroma Češko pripravil en tak val optimizma in veselja, je pa Berkova soustanovila in potem tudi soustanovila Akademijo Jozefa Škvoreckega, to je Akademija za literarno pisanje, in je tam zasnovala katedro za ustvarjalno pisanje. Tega nisem napisala. Drugače, v vsaki knjigi najdete tudi kratko biografijo. No in Berkova je predvsem v svojem delu ni bila samo pisateljica, ampak je bila vedno družbeno angažirana. To je mene pri njej najbolj pritegnilo. Tako da priporočam, mislim, jaz se ne bi tukaj zdaj preveč razgovorila o tem, kaj je pisala, ker jaz verjamem v to, da je najbolje, da si vsak sam prebere in vsak iz knjige sam vzame tisto, kar njega nagovarja. Vsekakor so pa knjige Aleksandre Berkove izjemno dialoške in komunikativne z bralcem. Mislim, da je tudi to vplivalo na to, da smo se odločili, da bo tudi najn ta dialog bolj tak dialoški oziroma manj formalen. Sem sigurno, sem še kaj pozabila, ampak ja, to je to. Poglejte si v knjigi, v knjižnicah dobite, če slučajno ne bi, mislim, knjiga je dostopna v vseh knjižnicah, tudi na slavistiki oziroma slovenistiki. Evo, mislim, da smo pripravili tereno, ne? In mogoče bo pa najbolje, da kar slišite, kako zveni njene knjige, in sicer začeli bi s knjigo z rdečimi platnicami, tudi tako že vidite rdeče platnice, ne? Tako da ne boste zgrešili. Zakaj s to knjigo? To je knjiga kratkih pripovedi in je v bistvu ima že celotno njeno poetiko, že združuje, ki jo bomo tudi potem sproti malo razlagali. To je ironijo, posmeh, humornost, hudomušnost, ampak še ne na tako resen način, recimo, kot je v Temni ljubezni. V Temni ljubezni, to je pa druga knjiga, o kateri bova danes bolj poglobljeno govorili, je pa že tudi samim naslovom označila, o čem govori, o ljubezni, ki ni svetla, ampak je temna.
Knjiga z rdečimi platnicami je pa malo boljše lahkotna, pa bi mogoče začeli kar tako, da slišimo najprej, kako to po češko zveni. Ja, jaz bi samo še pod črto dodala, sem šla preveriti, da je točno šla. Knjiga z rdečimi platnicami je prvenec Aleksandre Berkove, ki pa je šel šele leta 86, ker 20 let dejansko ni smela objavljati Berkova, tako da je samo brala na ilegalnih literarnih večerih, ker v času komunizma pač ni bilo dovoljeno vse. No in prebrala vam bom zgodbo, ki je prva v tej knjigi. V češčini samo par odstavkov, da slišite češčino s slovenskim naglasom. Mini roman. Příroda nám klade do cesty naši tupost jako past. Graham Greene. Když se táta s mámou potkali, řekli si, to je doba, co jsme se neviděli, co pořád děláš? A máma řekla, budu se asi muset vdávat. A táta řekl, proč muset a proč asi? A máma řekla, muset, protože nechci, a asi, protože to asi udělám. A táta řekl, manželství je překonána instituce, pojď se mnou do kina. A máma řekla, seš moc hodnej, ale nemám čas. Tak šli. A za týden máma řekla, honem pot na 2 deci, já jsem strašně zbabělá a schovávám se před Karlem. A sama nevydržím, jak jsem zbabělá. A za týden udělala státnice a řekla, to se mi ulevilo, že s nikým nechodím. A táta řekl, to bude nějaký omyl, chodíš se mnou. To bilo samo za pokušino. Hvala. Kako pa to zveni v slovenščini? Zgodba ima naslov Mini roman. Narava nam na pot postavlja našo omejenost kakor past. To je moto Greena. Ko so se očka in mamica srečala, sta si rekla, se pa res že 100 let nisva videla, kaj počneš? In mamica je rekla, najbrž se bo morala poročiti. In očko je rekel, zakaj je morala in zakaj najbrž? In mamica je rekla, morala, ker nočem in najbrž, ker bom to najbrž naredila. In očko je rekel, zakon je preživeta inštitucija, a greš z mano v kino? In mamica je rekla, zelo si prijazen, ampak nimam časa. Pa sta šla. In čez 7 dni je mamica rekla, brž, a greš na 2 deci, jaz sem tako strahopetna in skrivam se pred Karlom in sama ne bom zdržala, ko sem pa strahopetna. In čez 7 dni je naredila državni izpit in je rekla, kamen se mi je valil od srca, da z nikomer ne hodim. In očko je rekel, to bo pa pomota, hodiš z mano. In čez mesec dni mamica rekla, kje si bil? Iskala sem te. In očko ni rekel nič in potem je rekel, bil sem na vikendu v svojo tamalo. Mamica je molčala in potem je rekla, hotela sem ti pokazati tole in izvekla je koledarček. In očka ga je gledal in je rekel, morala bova nekaj narediti. In mamica je rekla, ti delaj, ker češ prijatelj, in je ostala. Očko je rekel, tisto sem že končal. In mamica je rekla, ne bi ti bilo treba delati proti sebi, in je šla stran. Potem je zavrtela številko in rekla, živjo Jarda, a greš na 2 deci? In on je rekel, zate vse moja davna ljubezen, in sta šla. On je nekaj govoril in gledal mamico in mamica se je nasmehljala in on je rekel, punca, ti si pa res čisto na tleh, bova kupila flašo in šla k meni. In mamica je rekla, res sem krava, prosti, da sem te zvlekla od doma, kakšna krava sem. In on je rekel, premisli, in mamica je rekla, slabo mi je od zunaj in od znotraj, ne biti hud. In je šla ven jokat. Jaz sem še prebrala malo več, tako da ste dobili malo večji zagon. No, a mogoče pa vi kaj poveste zdaj, ko je taka tišina, kako ste pa vi zdaj, ko ste samo poslušali, da nekaj bereva, kako ste pa to doživeli? A vam je bilo to, ste že prebrali kaj podobnega, a vam je bilo to novo? Zanimivo, nezanimivo? Počutiš tako ena ping-pong žogica v bistvu, Ja. ki jo malo premetavamo tako Ja. do mamice. Točno, Ana, zakaj? Zaradi tega pogleda verjetno na to ljubezen, razmerja, kaj boste zdaj naredila, kako se boste odločila, kaj je pravilna odločitev, sploh je.
Ja, evo, super. Še kakšno mnenje? Ne še? Dobro, bomo pa počakali. Ja. Kdo pa govori, v bistvu, kdo pa pripoveduje ta tekst? Jaz se to prebrala. Kako? Hčerka. Ja, hčerka. Ja. Ja. Hčerka, ja. Če nekaj slišimo, še nekaj je povedal? Ja? Ali ste ja, hčerka. Ok. Ja. No in recimo ta otroška perspektiva, ki se mi zdi, da je tole res eno tako humorno pogled, pokazala na nekaj, kar ponavadi vzamemo resno, se pravi odločiti se za zvezo z nekom. In tudi zaradi tega se mi nekako, se mi zdi, počutimo dokaj lagodno, ker je to zveza, ki je že ima neko zgodovino, se pravi, da gledamo malo oddaleč, ne gledamo pa tudi skozi otroški pogled. In v bistvu to, o čemer so danes pogovarjali, se bo verjetno sukalo predvsem okrog tega. Se pravi, kako se dva človeka srečata, kaj je pogoj za njuno zvezo, ali ima zveza res tako velik pomen, in pa kaj si mi sploh predstavljamo, ko se recimo odločamo za to, da bomo, ali ko se zaljubimo, recimo, se ne treba nič odločati, se lahko samo zaljubiš, ne? Torej, kakšne so naše predstave. Pa me zanima, kako si ti, ko si to prevajala, kaj si imela pred sabo, ko si videla seveda otroški govor, si vedela, da boš otroški govor prevedla, pa ko si imela že kakšne, recimo, predstave, kako bo to potekalo, ritem? Pri prevajanju je to zame, nekateri, ni nujno, da vsi prevajalci, da bojo tako rekli kot jaz. Moj proces je tak, da sicer preberem in naredim osnovno analizo, da vem, o čem je, ampak se ne ubadam kaj preveč. Najprej dobim prvo verzijo prevoda in na podlagi tega, kar mi prišepetava original, sprejemam odločitve prevodne na, bom rekla, z grdo besedo, mikroravni. Se pravi, najprej zložim skupaj besede, potem pa v bistvu se šele skozi naslednja branja v globino spuščam. Tako da pri tej knjižici mi je bilo najbolj to všeč, ker je to pravzaprav, čeprav slutimo, da mogoče to vendarle ni ena oseba, zgodba ene osebe, lahko bi recimo, da so to različne osebe, lahko je pa tudi samo ena, ampak gre za eno tako, te knjigi, kot da je bila eno človeško življenje, od rojstva do smrti in potem njeni odnosi, različni odnosi, ne samo s partnerjem, ampak tudi z mamo, z očetom, z drugimi, z otrokom, z umišljenimi ljubimci ali pa ne vem. Tako da, ja, jaz imam pač, zelo mi je bilo všeč, ne. Potem, ko smo se glede platnic, sva se z oblikovalko odločali, sva se, ne vem, če poznate, to je prizor iz enega filma, a ja ne vem, če se vidi tako daleč. Sedmi kraski oziroma Marjetici, Daisies, od Vere Hitilove, super tak film, ja, kako se temu reče, Novi val, ne, češki Novi val, tako da priporočam, se ga da izposoditi, ker je tudi ženske so v ospredju pri Aleksandri Berkovi, to se mi zdi, ampak na tak neprisiljen način, ne sožnal. Te ženske zgodbe me zanimajo, moram priznati. Vsega tudi moške, samo več je knjig o moških, kot pa o ženskah. Tako da, pa se mi ne zamerite, tisti, ki ste pač drugega spola. Ste urodili v telesu drugega spola, kot sem jaz, ne? Ker gre v bistvu samo za naključje. Saj veste, da se spol, šele zelo pozno se spol, v bistvu nekako v zarodku, se zarodek odloči, oziroma nekaj odloči o tem, kakšnega spola se bo zarodek rodil. Recimo pri mačkah sem pa opazila,
se včasih to že po rojstvu se celo spol spremeni, ker naenkrat maček postane mačka ali pa obratno. Ja, zato, ker en mesec sploh ne moreš določiti, ne? Točno tako, pri ja. mački. In potem ti misliš, da je mogoče to, pa ni to. No, ampak podobno je pri tej genezi človeka, ne? Samo da se to pred rojstvom ponavadi zgodi. Tako da, zdaj sem čist zašla vprost. Ne, za nič nismo se sploh tu bomo namerno zašli, to je zato, ker če namerno zaideš, se potem čist lažje najdeš. Če hočeš, da gre malo drugam, je pa samo drugam v smeri. Absolutno. Tako bomo, se pravim, da tole ne bo tisti klasičen pogovor. Si pa zelo dobro že povedala za tole rdeče platnice, ne? In mogoče dobi kdo kakšno asociacijo, ker jaz sem najprej mislila, ne, ker vem, da je ona pač veliko kritizirala družbeno stvarnost in ker je živela v takratnem komunizmu, je kritizirala komunizem, zdaj pa kritizira tudi takrat, potem ko je pa komunizem propadel, je pa kritizirala tudi kapitalizem, torej ni bila samo kritičarka socializma in komunizma, zato ker tudi v knjigi Temna ljubezen uporabi metaforo rdeči prašič, ne, se pravi nek simbol komunizma, in beli prašič, simbol cerkve, in še en prašič, še ena barva je črna, ali ne, je bila črna. Črni, ja. Črni je pa kapitala, ne. Ja. Je pa torej kapitalizem, potrošništvo in vse tako, ne, vse, kar je to. In jaz sem si vedno mislila, da je ta knjiga pač aluzija na komunizem, ne, rdečo barvo. In potem sem prebrala opombo, kjer piše, da je bila to v bistvu knjižnica oziroma knjižice namenjene za ženske v času med vojno, ne? Torej so tiskali knjige z rdečimi platicami za ženske. Kot veste, včasih je sploh trivialna književnost zelo ločevala med berilom za moške in berilom za ženske. In to so bile knjige, ki so bile namerno namenjene za ženske. In iz tega se ona tudi norčuje, predvsem v tej knjigi na koncu. Če boste brali po zgodbah, ta zadnja zgodba ima naslov Pravljica o srečnem koncu, kjer dejansko se pravzaprav, jaz mislim, da moraš imeti zelo veliko moči, to sem vam tudi pripovedovala pri Cankarju, da nekaj, kar ti nekdo vztrajno zavrača, oziroma tisto, kar imaš ti najrajši, ti ne dovoli delati, pri njej je bilo to pač 20 let ni mogla objaviti, in potem si pa toliko močan, da napišeš samo ironično o sebi in o tem, kaj se je dogajalo. Tukaj prav vidimo zgodovino, kako je nosila ona svoje stvari k uredniku in urednik se je vedno nekaj spomnil. Ne, zdaj nimaš v redu prvo zgodbo, zdaj je konec napačen, zdaj da je tako, zdaj imaš preveč vsakdanje, zdaj imaš preveč bizarno. V glavnem, če ti noče objaviti, ti vedno bodo povedali nek razlog, In na koncu se seveda z tega norčuje, kako so jo recimo odvračali, kako ni mogla. In se mi zdi zelo lepo, da naslov Pravljica o srečnem koncu. Ker pravljica si vedno predstavljamo nekaj, kar je zelo pozitivno. Sicer se je to res srečno končalo, ker knjiga je šla, ampak ona hoče ves ta postopek reflektirati, reflektira ga pa s pomočjo humorja, ironije in groteske. No in tu me zdaj tudi zanima, ker humor, ironija in groteska so pa tisti postopki, kjer ona do stereotipov, o katerih bomo še sigurno kaj rekli, spostavi distanco. Kako si pa ti to, se ti je zdelo, da, se ti je včasih zdelo, da bi kaj omilila, ker recimo v tej temni ljubezni, so res ene stvari zelo, zelo jasne in zelo travmatične. Jaz imam to načelo, da se vedno, da si ne dovoljujem oddalitev od originala. Včasih se mi lahko zgodi, ampak pomotoma, pa potem vedno se trudim pri naslednjih redakcijah popraviti, da sem čim bolj, da sledim originalu. In tudi, če se mi zdi, da je kaj napaka, potem raje avtorico vprašam. In tukaj, to sem še lahko delala z Sašo, ne, to nisem mogla več delati, ker Saša je umrla 2008. Ampak hočem reči, da delo na tej knjigi je bilo pa zelo naporno, zato ker se me je tekst tako močno dotikal, ker sem sama sebe prepoznala
Mogoče, tako kot si rekla, ravno skozi to distanco, ki jo je z temi ironičnimi oziroma z ironiziranjem teh prizorov, z grotesko, ona ima ogromno groteske tudi noter, ne moreš spregledati, ne moreš si priznati, ups, to pa tudi jaz delam in nekatere stvari si priznati kot ženska, je včasih zelo težko. No. Tako da tole sem zelo dolgo prevajala, ker sem se morala vmes sama s sabo pogovarjati. To je težje. Drugače, z tehničnega vidika pa pač moraš poznati jezik dobro in potem, mislim, da sem komu sem težila, to sem že, ja, Jani Šnitovi. Jana Šnitova je imela z mano veliko dela, ker sem imela ogromno vprašanj jezikovnih, kako kaj funkcionira v češčini, da sem sploh lahko našla pravi izraz v slovenščini. Če nisem prepričana, potem jaz rajše vprašam. Ja, ker sem prej omenila, da je ta knjiga, v bistvu bi vam tako, jaz bi vam predlagala, da preberete obe knjigi. Ja, jaz tudi, ampak začnite s to. Ja, začnite s to, ki smo že večkrat danes omenili. Ker je tudi prvenec, tudi kronološko je najprej ta nastala, 1986, ta temna ljubezen pa je 2000, ja, leta 2000 je bila ta. Pardon, sem ti posebej. Ne, vse smo rekli, nič ne skačeva. Torej, jaz bi vam tole predlagala in sicer recimo tole, ki smo začeli, mini roman, je dejansko opisano na en tak preprost način, ker v bistvu o svojih najbolj intimnih stvareh zelo težko vedno razmišljamo. Zato, ker ali si naredimo obrambne mehanizme, da ne pustimo določenih stvari, ali pa se nam zdi, da ne, meni se to drugače dogaja, ali pa jaz sem toliko poseben, da pač nihče me ne more tako recimo povzeti. Tu se mi pa zdi, da to naše, sploh to prvo zaljubljanje, jaz sem tudi sebe tu prepoznala, še posebej v tisti fazi, ko sem si rekla, jaz nikoli se ne bom poročila, kakšna poroka, in tudi sem seveda se branila na vse načine in na vse konce in kraje. In seveda to lahko govoriš teoretično, Potem, ko se stvari začnejo dogajati, so rahlo drugačne. In tukaj, seveda, da ne boste mislili, to ni moja zgodba, ampak začetek bi bil moj. In to, kako otrok v bistvu razmišlja, ki pa opazuje te stvari, pa ni tako osebno vpleten in da dejansko to, da ravno on je bil tisti, ko sta se pa morala ona dva soočiti s svojim življenjem, in kako se hitro lahko stvari v ljubezni preobrnejo. V ljubezni ima eden premoč na začetku, tisti, ki je manj zaljubljen, potem pa pride prava ljubezen, potem pa ne moreš več se iti, kdo bo zdaj tu, ampak vidimo, da zakaj, mislim, to je zanimivo, že tu se začne, zakaj je bila ženska tista, ki je prva začela spraševati, kje si bil, ki se je prva začela ukvarjati s tem, da njega ni tolikokrat na njun zmene, kot si ona predstavljala. In tu se mi zdi, da smo že pri prvem stereotipu, mi se bomo pri predmetu Sodobni slovenski roman ukvarjali tudi s spolnimi stereotipi, da je ženska skrbnica ljubezni. Torej, ženska je stereotipno tista, ki naj bi gojila, v redu, zaljubita se oba, ampak ona bi naj bila tista, ki bi naj varovala to zvezo, bolj kot moški, ona bi naj bila tista, ki bi bila tudi bolj potrpežljiva, vse je bilo včasih do pred par leti je bilo še tako, da ženska ni smela prevarati moškega, oziroma vsaj tako, da se to ni vedelo. Moški, če je to naredil, je bil zelo, zelo privlačen in zelo se mu je to upoštevalo kot moškost, ženski ne. In se mi zdi, da tukaj že prvi ta stereotip, ženska ne samo skrbnica ljubezni, ampak ženska tudi skrbnica otroka. Torej, zakaj
ona In potem, družine. ja, in seveda z družine, ne, Ja. jasno. In ona mora In potem te gospodinjstva. niti vleči skupaj, ne, ko recimo ta njen fant, ki na začetku še je zelo ogreta, ne, potem ni več tako, zato ker v družini, ko se pojavijo otrok pa banalnosti, se stvari niso več tako intenzivne, je potrebno pogledati malo z drugimi očmi, pa delati kompromise, ne. Moški tukaj v tej zgodbi seveda ni pripravljen delati takih kompromisov in jih klasično stereotipno more ženska, ker je ženska kriva, če zakon razpade, ne. Govorimo o stereotipih seveda, ne. In še posebej pa se mi zdi, da je zelo dobro opisala in o tem dejansko moramo brati, ker sami s sabo se ne moremo pogovarjati, ne, se pogovarjamo z nekom drugim in se mi zdi, da književnost da toliko izkušenj, več kot jih imamo mi in tako dobro organizirane, tako dobro skupaj sprijete, hkrati nam pa da neko udobno razdaljo. Ti lahko bereš, pa odložiš, če je prehudo, ne, v življenju pa ne moreš odlagati. Ko pride odločitev, se je treba odločiti, so lahko življenjske odločitve v parih sekundah narejene, ne. Torej, tu pa lahko odložiš, knjigo odložiš, malo premisliš, se s kom pogovoriš, naprej prebereš in spet premisliš, aha, za kateri stereotip gre pa zdaj, a ne? Ker že v tej prvi zgodbi ne samo da je ženska skrbnica družine, ampak tudi to, da je ženska srce, moški je glava. To je ta globalni stereotip, ki pravzaprav vse spolne stereotipe zajema. Od začetka do konca. Se pravi, moški, in tukaj se seveda na ta stereotip vežejo značilnosti moškosti oziroma maskulinosti. Razum, ne, racionalnost, ker je razum je tudi vodenje, torej moški je vodstveni kader, ker je razum in vodenje je seveda tudi pogum, ne, tisti, ki ima vse te stvari, mora biti pogumen, in ker je pogumen, mu dovolimo agresivnost. Je agresiven. Ženska mora biti pa ravno obratno. In to, kar Derrida tudi vse skozi kritizira, ne, ni samo binarnost, ker mi smo stalno vpeti v binarnost, ne samo v življenju, pač pa tudi na žalost v filozofiji in v znanosti smo tudi stalno binarni. Ne samo, da učijo stereotipi, da mora biti ženska 100% drugačna od moškega, ampak učijo tudi, da je v tej binarnosti eden več vreden kot drugi. Ne, ker Derrida je rekel, ok, če ne moramo drugače, pustimo binarnost, ne, če ne znamo drugače razmišljati. Ampak zakaj mora biti vedno nekdo višje, torej hierarhično višje in tukaj v našem zahodnem sistemu je seveda to moški, še vedno, ne, in glede na to je ženska potem namesto racionalna, mora biti emocionalna, mora tudi, ona lahko kaže več čustev, za moškega ni primerno, ne, da pokaže več čustev. Ženska, ker ne razmišlja, torej bolj čuti, se bolj ukvarja s svojo ljubeznijo in ljubeznijo cele družine, ne? In tudi seveda je bolj, ker ona ne razmišlja, pač pa čuti, je bolj zadolžena za otroke, ne? Ker otrokom je treba dati več ljubezni kot razuma, razum bojo sami pridobili s pomočjo očeta, ne? Tako da so te stvari v tej knjigi zelo dobro nakazane, tule vas pa po glavi udarijo, ne? To je pa sekira. Ampak Kafka je rekel, ne, mislim, ne se bati tega, ne, Kafka je rekel, književnost mora biti sekira. Torej, in Kafka je napisal, če bi jaz želel knjigo, katera bi me zabavala, jaz sploh ne bi napisal, tega imam vse posod dovolj. Knjige, ki zabavajo, jih je dost, vse posod, kamorkoli se obrnem. Ampak knjiga, ki me pa pretrese, ki je pa sekira, za moje razmišljanje in moje življenje, jo je pa težko napisati in mislim, da to je ta knjiga. Ta tudi, ne, je pa malo manjša sekira, no, pa taka še bolj drugačna, ja, bi rekli, ampak to pa je. To je recimo, to knjigo bi pa jaz priporočila tudi kot priročnik ustvarjalnega pisanja, ampak v praksi, se pravi za opazovanje tega, kaj vse ti lahko delaš s tekstom, z besedili, z interpunkcijo, kako lahko nekonvencionalno, pa še vedno v okviru ene sprejemljive rabe uporabljaš ločila besede, kombiniraš, sekaš, delaš fragmentizacijo iz besedila. Skratka, pa še tole, ko si prej razlagala, o stereotipih mi je prišlo na misel
kako je krasno Berkova skozi to mamo od tega njenega fanta prikazala še en stereotip ženske, ki pa ga na Poljskem s pregovorom, izražajo s pregovorom moški je glava, ženska pa vrat, ki glavo obrača. Se pravi, ko pride ta mama, pa reče, kot prvo, prestara si, 2 leti starejša od mojega sina. Kot drugo, sigurno nekaj od njega hočeš, ker se hočeš z njim poročiti in ga boš okrog prsta uvijala in tako naprej, zdaj že parafraziram. Tako da v bistvu Berkova je res znala tako lepo posplošiti, da skozi te skozi to steklo se čisto drugače vidi ta svet, v katerem živimo, oziroma vidimo tisto, na kar drugače nismo pozorni, ker smo tako navajeni. Zelo težko je biti feministka v tem svetu, ker mislim tudi mi feministke smo bile vzgojene. Jaz sem recimo bila izredno tradicionalno vzgojena, tako da v bistvu nikoli ne vem, kdo govori z mene. Feministka ali ta tradicionalno vzgojena slovenska deklica. Se mi zdi. Tako da zato je tudi fajn brati Berkovo, ker je češka kultura potem z tega vidika zelo podobna slovenska. Ampak ti si vmes že šla naprej, čakaj, na to, na sekiro, Ne, ampak ni taka, da ne bo se zdaj kdo ustrašil, Pač tako bereš, oziroma prevajaš, pa so prizori sploh, ker v metafore, ampak te podobe, ki jih Berkova skozi metaforo pokaže, znajo biti rahlo grozljive, Prav je, da so. Ampak prav je, da se zavemo. Ja, ker res pokaže bistvo. Tako kot tudi Radka Denemarkova eno krasno metaforo uporablja, ko govori o literaturi, da jezik je treba prelomiti, zato da lahko bistvo vam pogleda. In tudi Berkova to dela. Nekaj v bistvu prelomi, da lahko sploh pogleda ven tisto, kar je od spodaj. Tako da, ne se ustrašati. No, recimo, da bi zdaj približno si predstavljali, kako to izgleda. Jaz sem bila čisto navdušena, ko sem to knjigo, jaz sem res vesela, da prvič, da imamo ta Liberaka, drugič, da imamo toliko knjig in tretjič, da sem te srečala takrat. In jaz sem potem to knjigo hitro seveda uvedla za študente in če me vprašajo za primerjalni roman, povem tudi ta roman, jaz vam zdaj trenutno nisem tega še rekla, ker to ponovadi naredimo na drugi stopni ali pa tudi mogoče, če sem komu zdaj to knjigo priporočala. Drugače pa jaz vodim tudi predmet Spol in slovenska književnost, tam pa absolutno morajo to knjigo zraven primerjati. In sicer recimo ena metafora, nad katero sem jaz sem kar obsedela, pa se mi je zdelo, da sem že toliko prebrala v življenju, pa že kar nekaj recimo poznam. Namreč začne se ta temna ljubezen z trivialnim prizorom in sicer najprej sem rekla, kaj pa zdaj to beremo, in sicer najprej pravi, kako sta se spoznala spet, to se pravi, zelo velikokrat se zgodba začne pri tem, kako se moški in ženska spoznata ali dekle in fant spoznata. In tukaj se pa začne s trivialnim prizorom, kaj si pravzaprav ženska želi. Pa mogoče niti ne ve, da si tega želi. Zakaj ne ve? Zato, ker so ji to privzgojili željo, ker želje so tudi privzgojene. Želje niso samo naš odraz. Zakaj si vi želite določenih hlač, recimo, zdajle trenutno si boste želeli tudi bolj široke spodaj, do zdaj so bile pa večinoma ozke. Ker so vam to željo privzgojili, oziroma zdaj so vam jo skozi medije različne prikazovali in zato vam deluje tudi, če nekoga vidite s širokimi hlačami. Do zdaj se vam zdi mogoče čudno, čez nekaj časa se vam ne bo, ker zdaj pa spet prihaja v modo te hlače na zvon, kot se včasih rekli. No, in zaradi tega tudi pri stereotipih. Zakaj pri stereotipih mi ne moremo takoj prepoznati stvari? Zato, ker je stereotip del naše mentalne matrice. Stereotipi so namreč posplošitve in zdaj bi nekdo rekel, če so stereotipi tako škodljivi, potem si jih pa kar odkrižamo. Zakaj pa ne živimo brez
stereotipov? Ne moremo, ker stereotip nam v bistvu tudi pomaga. Ko se mi znajdemo v neki novi situaciji, si pomagamo največkrat tudi stereotipi. Čeprav stereotipi običajno ne veljajo za celotno populacijo, naprimer, stereotipi, ki so na prvem mestu, so spolni stereotipi, na drugem mestu so nacionalni stereotipi. Naprimer, stereotip Škoti so škrti. Ne? To je stereotip, ki, kako bi vam lahko pomagal? Meni ni prav nič pomagal, ampak sem si mislila, me prav zanima, ko sem šla na Škotsko, kako se bodo obnašali, ali se bo to res kaj videlo v tem, da imajo drugače stvari organizirane, ne vem. Mislim, to vam še nisem povedala, kaj se mi je zgodilo. Ravno na Škotskem, ko še nisem imela denarja zmenjenega, je bil prvi voznik v mojem življenju, ki je, ko sem jaz povedala, nimam denarja, ali lahko, ne vem kaj, je takole naredil. Pet naprej. Se pravi, pa je videl, to se je zgodilo pred 3 leti, torej ne meni kot študentki, da bi zaradi tega, ker sem jaz mlada, pa pač ve, da nimam denarja. Torej, popolnoma sem naletela na nestereotipno situacijo. Ne? Nisem pač srečala Škotov, ki bi bili škrti, nekdo je najbrž kdaj srečal Škote, ki so bili škrti, ali ne vem kaj, oziroma ali so Angleži ta stereotip sproducirali, to je vedno moramo vedeti, kdo je ta stereotip sproduciral, ali gre za avtostereotip, ne, se pravi, ali ti samo sebi stereotip sproduciraš, ali ga kdo drug. In ker je stereotip del naše mentalne matrice, se ga ne moramo kar tako znebiti. Kaj pa je sploh stereotip? To je razmerje med predsodkom, stališčem in prepričanjem. In ker so predsodki stvari, ki lahko nastanejo tudi brez izkušnje in popolnoma na lažnih temeljih, se jih je tako težko znebiti. Stališča bi še lahko zamenjali, dobimo več izkušenj, recimo se kaj na novo naučimo. Predsodke pa lahko celo od svojih staršev podedujemo, pa so popolnoma lažni, naprimer vse tašče so slabe. To je ta negativni stereotip o ženskah. Neiskrena prijateljica, hudobna tašča, hudobna mačeha, to so ti negativni stereotipi. Ampak tudi pozitivni stereotipi o ženskah, skrbna mati in žrtvujoča se mati, imajo lahko zelo negativne posledice. Namreč, če se vi identificirate s stereotipom skrbna mati, to pomeni, da ker morate v službo in boste morali najbrž, ker zdaj je pač tako, da greste oba v službo, imate lahko stalno slabo vest, ker ne morete biti z otrokom, ko je majčken, recimo, ne vem, 24 ur, ampak ste lahko mogoče samo 2 uri ali 1 uro. Ali žrtvujoča se mati, to je ta stereotip, kjer so ženskam ubili v glavo, da se mora do konca žrtvovati za otroka. Torej, nobene druge svoje lastne vloge nima, ni več delavka, ni ljubica, ni prijateljica, nič v času, ko otroci odraščajo, se mora ona samo ukvarjati z otroki, kar lahko nanjo zelo, zelo slabo vpliva. Recimo v tej knjigi vidimo, kako se potem mati zapira v hišo, ker hoče skrbeti za otroka, ne gre nikamor, zgubi tudi stik z realnostjo. Najboljši je pa ta, ko sem rekla, to, prej, kaj me je najbolj fasciniralo, ko se spoznata moški in ženska, gre ženska mimo moškega, moški je v kletki. On je v kletki in v okovih. In se trudi, da bi prišel ven z te kletke, v te okove, in je prepoten, in zaudarja, in smrdi. Ampak ona gre mimo in je se on zasmili. In to sta pa 2 možnosti, kako dobiti žensko. Torej, ali z močjo, pokažeš mišice, ali pokažeš svojo nemoč. Se pravi, nič ne morem, ven ne morem s kletke, pomagaj ženska. Ženska bo seveda pomagala, ona pa mora skrbeti za vse. Ona odpre kletko, mu pomaga iz okov, on pa hop, kletko zapre, pa njove okove in sta potem poročena in je ona v kletki. Ampak to je taka metafora, ki deluje na začetku, je to zabavno ali kaj je, ampak a veste, ta metafora je narejena za abstrakcijo in s pretiravanjem. Torej najprej abstrahiraš zakon je enako kletka, potem ga potenciraš,
Ja, kletka zaradi tega, ker jaz moram upoštevati, se ne smem premikati, moram biti samo mama, moram biti samo, ne vem, to, kar mi mož oziroma partner pove. Potem se pa iz te metafore se pa spostavi distanca. Jaz nisem še videla boljše metaforizacije, kot je v tej knjigi. Hkrati se pa ta kletka čisto resnično opisuje, ne? Ker ti si najprej rečeš, a ja, si to je metaforično mišljeno, zakon je kletka, v redu, razumem. In ta moški tudi za svojega otroka potem kletko naredi, torej ko rodita otroka, on naredi za njo pa zlato kletko, ne? Ker za otroka moraš pa lepšo kletko narediti, ne? Kot za žensko. Hčerka je tudi, ja. Ja, hčerka. Za hčerko moraš narediti kletko. Hčerka, ki se imenuje ličinka, ne? Ličinka. Hčerko samo ličinka poimenuje, nima drugega imena. Tako da mene je to tako najprej ziritiralo, potem me je spravilo v žalost, potem v jezo in se mi zdi, da pri branju stereotipov pa moramo čutiti tudi malo jeze, da se ozavemo. Ne? Če mi samo beremo pa rečemo, kako je to lepa metafora, gremo naprej, ne? Če pa začnemo razmišljati čak malo, zakaj pa ona njemu pomagala, zakaj pa on z njo v kletko, a ne, treba je malo razmišljati in si rečeš, ne, to pa ni v redu, ne? Jaz bi tukaj dodala, da v bistvu bi lahko bila situacija tudi obrnjena, ne? Tudi ženske na ta način, sicer ne kažemo mišice, čeprav lahko tudi, ali pa na lepoto ali pa usmiljenje lahko dobijo fante, ne? Tako da tudi fantje, da boste najdel kaj, samo obrnete situacijo, spol zamenjate. Ja, absolutno, se ona nikoli ne trži, da je recimo... Ja, izbrala si je to kot perspektivo, ne, ampak zdaj, ko smo ravno, zato sem se samo oglasila, ker ko smo pri stereotipih, nikoli se, oziroma življenje ti pokaže skozi leta, da se ni dobro obešati na nič, ne, na noben, sploh pa stereotipi so zelo nevarni, jaz vam iste izkušnje. Edinkrat, ker vsi vedno so mi govorili, oziroma sem poznala stereotip, Poljaki kradejo. Edinkrat, ko so me ukradli, so me v Sloveniji. Ne? Tako da... To je tega. Ja. A res? Ne. Ampak to je tudi način, recimo, zakaj je meni literatura všeč, ker se v bistvu, ja, na ta način se lahko v bistvu ne poigravamo, ampak dejansko nam daje material za razmišljanje, oziroma jaz nikoli ne samo prevajam, ampak osebno to jemljem. Jaz upam, da je to potem, da se to tudi v prevodu vidi, ker v originalu se vidi, da avtorici ni vseeno, oziroma da pač, ja, je to tema, ki se jo še kako globoko dotika in da potem to deli z bralcem, oziroma ne vem, jaz sem vesela, da je to napisala, jaz sem se ji za to, tako ko se vsakmu, ki napiše dobro knjigo, samo zahvalim, ker meni je zelo pomagala pri spoznavanju same sebe. Ja, jaz mislim, da je to, in družbe, kamor smo. Posajeni, ali pa tako, ona ima take rahlo krute metafore, zabiti do kolen, recimo, ali pa, ne vem, tukaj je en prizor, moj najljubši, ja, ko žaga, ne, ko ona si drži glavo, medtem ko ji mož žaga glavo dol, ne, mu pomaga, da on lažje glavo dol od žaga. Ja, ker on je, ne samo, da je bil najprej v kletki, pa je bil zelo nebogljen, on je tudi neroden, on nič v svojem življenju ni uspešen tudi, ne, neuspešni moški zelo težko prenese, da je zraven njega vsaj rahlo uspešnejša ženska in zaradi tega mu ona si reče, joj, bom pa se pomagala, to, ko je nebogljena, ne, in drži glavo, ker on niti žagati ne zna, ne, šel si sposoditi žago in niti odžagati ne zna glave in potem si ona reče, mu bom pomagala, da ne bo spet zafrustrirana, ne, in mu drži glavo in še to ni bilo dovolj, ne. Tako da tisto glavo da potem, mislim, da posadi v... Ja, v cvetlični lonček. Tako mislim, da je cvetlični lonček. Ja, to je spet ta mehanizem, ki je puncam v naši kulturi, v naših kulturah, slovenski in češki, ta
vcepljeno, oziroma se punce vzgaja v to neko, da se odpovejo same sebi, zato da služijo drugim. Mislim, s tem ni nič narobe služiti drugim, oziroma problem je v tem, ker dejansko potencial, ker imamo različne talente in ti ne moreš, ko se rodi otrok, nihče ne ve, v čem bo ta otrok uspešen. Ne? In zato se mi zdi, da so te družbene, to s čimer ti pečati ali to, kako te družba vnaprej ožigosa, te postavi za štedilnik ali pa za šporget, kot rečemo pri nas doma. Zdaj se spet ženske celo v javnosti za štedilnik pošilja, pa ne vem. Pa ženske tudi rečejo, da ja, da je točno v redu, to, ja. da to bo pa v redu. Ja, ampak to je ponotranjen pritisk iz družbe. Mislim, to so taki načini, no, ampak hočem to reči, punce ali pa fantje, če imaš talent, sledi talentu, delaj tisto, kar te veseli, ne? Se mi zdi, da to potem kasneje, ko sem malo starejši, vidiš. Zato jaz to ponavljam, ker ko sem bila vaših let, tega še nisem vedela zagotovo, recimo sem samo slutila. Treba je slediti sebi in poslušati sebe, no? In vedno razmišljati, aha, kdo je zdaj to, ki mi to narekuje? Sem to jaz ali je to od zunaj, oziroma ali je to kombinacija jaz pa družba? Ja, jaz mislim, da bi tole bi To je lahko kar samo v slovenščini. Ja, mislim, da bo hitrejše. Mogoče to, ne, ker končno se potem ženska v kletki zave, da rabi pomoč, ne. Se pravi, če predolgo ne moreš reagirati, moraš pomoč poiskati, poišče pomoč psihoterapevta oziroma zdravnika ali zdravnice. In tukaj je potem tudi vmes pogovor, ne, kako se pogovarjata. In še to je dobro, mislim, se mi zdi zelo moderno, ker dejansko mi nimamo teh oznak, ne, tako kot je bilo včasih zdravnica dvopiče ali pa recimo z nekim drugim tiskom. Sami si moramo, in to je tudi dialoški odnos, sami moramo določiti, aha, to zdaj najbolj zdravnica govori, to pa zdaj ona, notranji monolog, to pa zdaj ona glasno, recimo tole. Lahko bi šli stran. Kaj? Pravim, da bi lahko mirno šli stran. Saj ste vedeli, da so te verige pravzaprav precej klavrne. Ah, kaj pa še? Lahko bi šli stran, zbežali, saj ste hoteli. Nisem mogla, pa tudi če bi, on me rabi. Zakaj bi torej bežala? Kaj bi počel brez mene? Hoče biti z mano, sam me je ujel. Po noči se včasih pritihotapi, leže k meni in me greje v hrbet. Ta živi dotik mi je ljub, ampak moram se delati, da spim. Brž ko ugotovi, da sem budna, izgine nekam v kot in čim upadljivo glasno ropota, preklinja z barvico v roki ali pa si na glas požvižgava, da bi mi bilo jasno, da me ne rabi, da me ne opazi, da mu sploh ni do mene. Dan za dnem mi to sistematično daje vedeti. Dan za dnem. Sistematično. Od tega je odvisen. Komu bi sicer dokazoval, kako zelo mu je vseeno, če ne meni? Na kom bi se življal svojo prevlado, svojo močjo, če ne na meni? In tudi to, kako pravzaprav ženska najprej sebe samo razvrednoti, vidite. Torej, da ti v taki zvezi lahko vztrajaš dolgo časa, torej lahko se seveda zmotiš, pa potem zamenjaš, ampak da vztrajaš dolgo časa, se moraš najprej samo razvrednotiti. In to je čisto postopno. Najprej samo razvrednotenje, potem obtoževanje drugih žensk, torej, ker si ti v takem situaciji, začneš obtoževati tudi druge ženske, da so tudi one vse krive, da so one pravzaprav imajo še slabšo situacijo, da tudi z njimi ni nič v redu. In potem tretja situacija, sočutje na napačnem mestu. Torej, ta knjiga ne uči, da ne biti empatični, ta knjiga uči, bodite empatični, ampak s pravimi ljudmi na pravem mestu. Če vas nekdo zapre v kletko in vas tepe, ker on ne samo, da ji je potem odrezal glavo, on jo je vsak dan rezal. Počasi ji je rezal, ampak vedno je rano tako sprav, da se ni videlo in da ni skrvavela. Ona je rekla, daj me tako, da bom izkrvavela, ampak on tega ni hotel, ker je hotel počasi, da njuna zveza še traja. To so vse zelo, zelo taki jasni simboli, a hkrati tudi, v bistvu, ker so tako opisani,
stalno nihamo, to je meni tudi všeč, a je to zdaj simbol, a je metafora, ali je samo realističen opis nečesa, nekega mučenja, nasilja in posesivnosti seveda. Ker posesivnost ni samo v smeri moškega, ampak gre tudi iz smeri ženske do moškega, da ne bi zdaj mislili. Odvisnosti od odnosov, pa toksičnih odnosov. Tako da ni, pač je... To je pa četrta lastnost, protagonistka pripovedovalka, oziroma iz perspektive pripovedovalke je ta knjiga napisana, ampak dejansko pa razgalja. Berkova ni nikoli samo na eni strani, ne prikazuje črno-belo sveta. Tako da dejansko je tudi, pač bi se dalo, konec koncev zdaj bi se že dalo danes zamenjati. Spole, karkoli. Spole. Poznam primere, kjer so moški tisti, ki so pač žrtve, recimo v odnosu, lahko to se dogaja. Ampak pač jaz sem se v tej spremni besedi, takrat sem imela, to je bilo leta 2012, pač sem imela fazo in sem jaz iz svoje perspektive spremno besedo napisala iz vidika feminizma. Ja, ne samo to, da sem imela fazo, brala sem, Adrienne Rich sem brala, ja. In me to nagovorili, zato sem o feminizmu in tudi priporočam to, kar je zdaj Alojzija, vaša profesorica, povedala o teh, se pravi, sočutje na napačnem mestu, to je iz eseja Adrienne Rich, ampak sem zdaj že pozabila, kako se, jaz vam v zadnje čase malo... Se imaš notor v spremni besedi, je skratka napisano, iz katerega eseja, ker je cel v slovenščino prevedeno. Tako da, ja, spet sem se zaplezala. Vidme sva zdaj že zelo globoko v življenju stereotipov. Kako sva pa s časom? Zdaj pa časovno se morava pa ven iz njih počasi skopati, ne? In seveda pa na koncu pa najbolj z veseljem prepuščava besedo vam, če ste zdajle karkoli, ali že prej si želeli vprašati, pa še niste, torej vas karkoli zanima, ali v zvezi s stereotipi, s književnostjo, Aleksandra Berkova, s prevajanjem, recimo, drugače imam pa še potem eno vprašanje, če ga vi ne boste zastavili. Ja, jaz bi komentirala, kako lepo je predstavljeno nasilje, oziroma ne samo mentalno, tudi fizično. In se fajn postavi na stran žrtve, ker danes radi sprašujem, zakaj pa ni odšla, zakaj pa ni nikomu povedala. In v bistvu fajn predstavi, kak je situacija, ko pa ne moreš povedati, ko si tako samo ali pa ne samo zmanipuliran, da pač ne moreš nobeno povedati in sebe kriviš in iščeš opravičila za osebo, ki ti to dela. Pa tudi, ko ste vi rekli, da pač se nasilje dogaja tudi nad moškimi. In tudi tu je stereotip. Moški ne smejo govoriti o svojih čustvih, moški morajo biti tiho, ne smejo jokati in tako dalje. Zato je konec konca, ne vem, taka stopnja samomorov med moškimi, veliko večja kot med ženskami. Ker pač se moškom že, oziroma dečkom že pri mladih letih govori, da se pač ne smejo jokati, da smo oni dečki in da se to ne spodobi. Tako da ja, zelo mi je všeč, kako je predstavljeno na stališču žrtve. Ja, hvala. Še kakšno? Tisti, ki ste že prebrali ali ki še boste? Imate kakšno vprašanje? Mnenje? Stališče? Prepričanje? Vse to, kar smo že prej malo navajali. Jaz sem malo vprašanje. Ja, prosim. Ne vem, no, tako. Kar, vsako vprašanje je pravilno, tako da... To so njene izkušnje, mislim, to je avtobiografski roman, na podlagi časa nastavljena. To sem jo tudi jaz vprašala, ampak je ona tako povedala, da ja, ker je vse, zdaj jo citiram s svojimi besedami, rekla je, da vse, kar piše, je seveda izkušnja, ki jo je ona, ki je šla skozi njo, ampak ni vse, literatura nikoli ni samo avtobiografska izkušnja, ampak je pač vse to, kar ona vidi v svetu okrog sebe. Tako da, ampak potem kasneje, ko je prišla v Slovenijo, smo se tudi pogovarjali, mislim, je imela tudi slabe izkušnje v zakonu, se pravi, ampak ni mi govorila o konkretnih zadevah, tako da vem, da je tudi
so tam čisto za potešitev radovednosti, gotovo so tam noter njene izkušnje. Samo se mi zdi, da je vseeno, mene so zelo nagovorile, tako da mislim, da je to zelo, kar je meni pomembno, da so, kako bi rekla, prikazala je na tak način, da se jaz najdem kot bralka skozi svojo izkušnjo, ker imamo v življenju neke izkušnje v odnosih sploh. Razne izkušnje in odnosi niso rožnati ponavadi. Odnosi so vedno komplicirani, ne glede na to, kakšni so. Tako da se najdeš, ne glede na to, kakšno zgodovino imaš oziroma kakšne izkušnje imaš. Tako bi jaz rekla. Je pa, se mi zdi, krasno predstavila to žrtev, ujetost žrtve v to, da mora molčati. Ker mislim, da niti ni samo, ok, itak to je posebno stanje, ker se ti res moraš dol tlačiti, zato da sploh lahko vse prenašaš, ves drek žreš, po domače rečeno. Ampak hkrati je pa tudi družba. Družba dejansko, če pomislimo, družba si ne želi neuspešnih ljudi, družba si ne želi videti žrtev. Družba si raje zatiska oči, poznamo primere, ko pri sosedih se kriči, ampak se delamo, v resnici, potem pa, ne vem, se zve za razne te, ne vem, mi smo tam v okolici po Pograjskih Dolomitih, po 70 letih je bil en trobec, ki je pač, to sem kot otrok, so dobro razlagali, pač so dejstvo, da so našli ostanke žensk, se ni važno. Ampak skratka, razne psihopatologije so, ampak hočem to reči, da je krasno pri Berkovi, ker skozi te metafore se vsak najde in tudi na nek način to deluje terapevtsko, čeprav je to literatura, pa to ni edina vloga tega, ampak terapevtsko v tem smislu, da se najdeš in skozi to lahko predelaš neke svoje bolečine in greš naprej, ker se vidiš, ogledalo ti postavi, tako da... No pa še to se mi zdi glede stereotipov, ker nekateri trivialni romani tudi imajo, recimo, seveda stereotipe, ampak tam pa ne boste doživeli takih preblisko kot jih tu, tam so stereotipi zgolj ponovljeni, se pravi, trivialen roman vam bo pokazal, da je ženska ubogljiva in da je ženska vedno lepa in da vedno ustreže in tako naprej. V teh dveh knjigah boste pa videli najprej pred seboj seveda podobo lepe ženske, kako se ustreže, potem bo pa na različne načine to razbila, ker ti moraš stereotip najprej z bombo razbiti, bomba je pa jezik, kompozicija, bomba je lahko še recimo nek poseben žanr ali recimo demistifikacija žanra, tukaj gre recimo demistifikacija pravljice, kot sem že rekla, potem recimo jezik je čisto drugačen, vnašanje pogovorščine oziroma pogovornega jezika na takih mestih, kjer ne pričakujemo. Torej, vas mora nekdo, najprej vi vidite to, potem vas pa nekdo strese in to je seveda kvalitetna literatura. Trivialna književnost vam bo ponudila stereotipe zgolj v goli obliki, ne bo nobene distance, ker mora biti distanca do teh stereotipov na različne načine seveda. Tukaj imamo res na toliko načinov, da je to pravzaprav že lahko kar ena taka enciklopedija načinov, kako razbijamo oziroma kako zaveščamo stereotipe, ampak ne na didaktičen način. To ni zdaj, da vam nekdo takole žuga s prstom, ampak res na umetniški kvaliteten način. Ja, še, prosim. Glihko na zadnje izvajanje, nisem prebral knjiga, ampak izvajanje pripovedovanja se mi pa zdelo ravno to, da v bistvu niti se ne gre toliko nekem razbijanju stereotipov, ampak res enemu zaveščanju. Podpravec v bistvu razbije ta stereotip. Tako, bralec je pa potem sama. Saj najprej moramo vedno refleksijo spostaviti. Če je refleksija, potem se pa lahko naprej proces odvija.